6. julija je bil Črni vrh v znamenju spomina na Prvo svetovno vojno. Ljubiteljski zbiralec vojnih predmetov in domačin Ivan Rudolf je skupaj s sodelavci predstavil nov zbornik, ki govori o Črnem vrhu pod Avstro-Ogrsko. Z vztrajnim in natančnim proučevanjem zgodovine svojega kraja in vsega, kar obkroža Črni vrh nad Idrijo, je skupino soavtorjev ustvaril dokument, ki bi ga morali ponoviti tudi drugi kraji v Sloveniji za ohranjanje narodovega zgodovinskega spomina. Razstavo, ki so jo ob tej priložnosti in zbornik, ki so ga ob tej priložnosti črnovršci pripravili, zbrali, izdali, je vsekakor veliko delo. Delo, ki terja na eni strani strokovno znanje, na drugi strani podjetnost. Skoraj ni meseca, da bi imeli tukaj na Črnovrškem kakšno prireditev, zato se že vnaprej Ivanu Rudolfu in njegovi skupini in vsem nastopajočim iskreno zahvaljujem. Neprecenljiva vrednost je to, da se nekdo v enem takem kraju zaveda naše preteklosti, da zna pravilno vrednotiti in da zna tudi to negovati za naprej. To je najboljša popotnica za našo prihodnost. Jaz upam, da bo takih še več. Očitno je dejansko ta Črni vrh ima nezametke tega. Ima ljudi, ki so pripravljeni delati, ki so pripravljeni spoznavati zgodovino. Avtorji zbornika Črni vrh pod Avstro-Ogrsko so skušali izbrati čim več dejstev o življenju na našem območju v tistih časih. Napovedujem vse avtorje tega zbornika, to so gospod Ivan Rudolf, Nežka Mikuš, Dejan Colja, Anka Vončina, Srečko Vončina, Dragica Čuk Novak, Urška Bajec Rupnik in Matic Batič. Zakaj se je Ivan Rudolf sploh odločil raziskovati zgodovino? Prvi mož njegove mame je bil udeleženec te prve svetovne vojne, te morije, že umrl. Nisem imel priliko vprašati, zato sem začel raziskovati. Kje so našli stare podatke? Sicer v arhivu Republike Slovenije, v Župnijskem arhivu v Črnem vrhu ogromno in še ogromno je neraziskanega in neprebranega. Arhivu Kulturno-umetniškega društva Sloga in tudi v zasebnih arhivih. Železnica skozi Črni vrh. Kot mogoče posebno bi izpostavil res velike načrte o gradnji železnice, se pravi vse od Logatca do Ajdovščine, ki potem niso bili sicer pač izpolnjeni zaradi padca Soške fronte. Kaj je bilo tisto, kar je po vašem mnenju manjkalo, da bi bila danes v Črnem vrhu železnica? Ni manjkalo veliko, hvala Bogu, da je to manjkalo, da se je končala Soška fronta, da se je končala ta morija tukaj na tem koncu. Seveda, gospodarstvo bi jo lahko postavilo do konca, ampak ko je konec vojne, pa tukaj sploh še ni bilo leta 17, ni nobeden mislil na gospodarstvo, treba je bilo urediti druge stvari. Dajmo se nekako uživeti v te ljudi takratnega časa, koliko strahu, koliko bojazni, strahu za vojake, a bodo prišli domov ali ne bodo prišli. Starši, kako je s njihovimi sinovi, otroci, kje so očetje. To je bilo res, ti ljudje so doživljali eno notranjo agonijo. Gotovo, da je to tisti, ki se niso vrnili, je to vplivalo na njihov rod, očetje, fantje se niso poročili. Poznalo se je to na številu prebivalstva, predvsem pa je ostalo v njihovih dušah ogromno ran. Iz vseh mojih zgodb, ki jih imate tukaj v zborniku, je tudi v glavnem rdeča nit boja za preživetje. Jaz vam tukaj ne bi zdaj razlagala dolgo in široko, o čem sem pisala. To morate sami prebrati, sami podoživeti. Ta knjiga me je razveseljevala od strani do strani. Bal sem se, kaj se bo zgodilo na naslednji strani. Bal sem se zaradi tega, ker sem premalo vedel o svojem rojstnem kraju.